Dobro jutro, je tudi vas presenetil sneg včeraj? Tudi plužne službe so odpovedale. Valjda so državne, se jih država plačuje, valjda da ne funkcionira nič v tej državi. Tako kot zdravstvo ne funkcionira niti Dars, niti komunala, niti nič. Jaz se spomnim iz časov nazaj, in sem furato pa zval te pluge, so tak ti posnetki the best. In se spomnim, je bil šel kamion, on je mu od spredi plug, od zadnji na prikolici je mu pa šodar, pa sol pomešano in pol je mu zadnji to posipalnik in se je pelil in je pred sabo splužil, za sabo pa posul. In zdaj, ko mu je zmanjkalo v tem posipalniku, je skipal in se pelil dalje. Tak kamion je zapel, pa je pelil 40 km, če bilo treba. Zdaj pa smo modernejši, imamo traktorje, vrhunske, močne, velike, take, da gre komaj sreča s kom na cesti, ampak ta stvar zadaj nima kaj več kot posipalnik, ki ga je mu kamion. In kako ne on se pele zdaj 40 km, če ta traktor ni narejen za voziti se po cesti, ampak je to delovni stroj. Jaz že razumem, da ta traktor more tam okrog parkingov, pa ne vem kaj so, kakšni predeli težji, da je pač boljš, lažje s traktorjem. Generalno je lažje s kamionom, kaj ni? In zdaj jaz vidim našo ljubo Cerknico plužijo predvsem traktori, pa bagri. Mislim, nekaj ne valja, valjda, da spol ni spluženo, valjda, da je pol niti posuta ni cesta, sem šel peš, sem jaz drsel kar norc. Lucy je imela več sreče, ker ima 4 tačke pa krempelčke, nikakor dereze delujejo. Super, včeraj je bil splet polhan, težav s snegom, kako je v tem norem svetu pol metra snega. Pozim, pa to je katastrofa, Včasih, ne vem kako je bilo včasih, zdaj je pač to drama. Dajmo iz vsake stvari narediti še večjo dramo, pravijo mediji, Še več drame, da bo še bolj dramaturgija pelala, ker drama je pa super, Ta svet je narobe in če svet pravi, da rabimo dramo, je drama ta zadnja stvar, ki jo rabimo, ampak mi rabimo kaj? Mir, valjda. In počitek je v bistvu esencialnega pomena. V počitku se marsikaj zgodi. Mogoče bi kdo rekel, jaz si pa len, ker skozi počivaš. A vidiš, kako lepo on od zadnji odkipa in pele dalje. Valjda traktor nima, valjda mora iti nazaj v bazo, na komunalo, pa nalovdati tisto gajbo od, 2 toni recimo, da nosi. In ne more on niti speljati stvari. Kaj sem hotel reči, da itak nič ne funkcionira in da je drama vse povsod. Zdaj nekako se zaveda elita, da jim ljudje ne zaupamo več. In zdaj so mediji sprožili, da je pa treba, da si želijo zajeziti dvome v znanost. Oni bi zajezili dvome. Se zastopimo. Podkupljena banda hudičeva, Prav hudičeva banda. Prav tako. Mislim, jaz ne morem dojeti, kako daleč je bilo treba človeštvo pripeljati s tem, da počasi odpre oči. Kdaj sem jaz govoril že sam sebi, pa pol malo bolj na glas, pa zadnje pol leta recimo tle po televiziji, da bolnišnice ne zdravijo, da bolnišnice so morilnice. In sem apeliral že večkrat, medicinske sestre, brate, vse vpletene v zdravstvu, dajte spregovoriti, boste heroji, ne pičke, heroji boste, bodo, ne bojo. Zato, ker držijo svojo špuro, ker denar je le sveta vladar, denar je pa le najpomembnejša stvar na tem svetu, a ne, tudi morala in etika ni tako močna kakor denar. In zdaj so se pokazale medicinske sestre, že nekatere, še vedno ne želijo biti imenovane, da je UKC, Univerzitetni klinični center Ljubljana, in seveda z njim vse kompletno zdravstvo, eno veliko leglo zla. Če pa zdaj to medicinska sestra reče, pa ne ena, njih več,
predvsem tiste, ki so se bile primorane cepiti, da so obdržale službo, ki so od takrat naprej konstantno bolne, ki so se jim začeli dogajati razne paralize in strtki in svašta, ne bom še kaj noter, so zdaj začeli govoriti o tem, da zdravstvo je ena velika banana, ne banana, leglo zla. In je. In nekako je treba dopovedati ljudem, da je to res. In to na tak način, da ljudem ni dovoljen dostop do zdravstva, da se ljudem ukine dostop do teh ustanov. Ne? In kar se mene tiče, bi bilo prav, da jih zaprejo vse. Pa boste rekli, ja pa to ne gre tako, Turšič. Malo bolj bodite previdni sami pri sebi. A boste videli, da ni potrebe. Ne po zlomljenih rokah in nogah, če ne boste skakalke majmuni, da ni potrebe po nobenih zdravilih, če boste upoštevali zdravo življenje, pa ničkem poslušali naravo in upoštevali, kaj vam ima zadat. Zdaj, če niste glih nabirali pravih čajev, si jih pa poiščite, vse se da kupiti. Ljudje smo pripravljeni marsikaj podeliti s tistim, ki pač seveda to ceni. Ne morem jaz tle mojih čajev tle razmetavati, pa ga nimam 100 tonov. Whatsoever, pa ni čaj, to je edina stvar. No. Dajte probati se zamisliti nad tem, da zdravstvo, če ga ne bi bilo, bi ljudje živeli mnogo bolj zdravo. Ne vem, koliko je bilo, koliko več je registriranih bolezni in zdravil v zadnjem desetletju, ne, v primerjavi s prej. Tako da ni zdravstvo to. Pa seveda zdravstvo je zdaj izpostavljeno zaradi tega, ker se je zdravstvo želelo prevzeti vodilno vlogo na svetu, nad religijami in nad vladami. Je želela peščica neizvoljenih predstavnikov, seveda to so bogati psihopati, kontrolirati svet in uničiti človeka, človeško zdravje, ne? In ga pravzaprav zapirati. Ne? Vse te karantene so bile neustavne, to so bile v bistvu, kako že, to je obična tiranija, zapirati zdrave ljudi. Kam grejo zdaj oni naprej? Zdaj so kar splošno temperaturo človeka znižali, da je tisti, ki ima 36,5, ima že povišano temperaturo. Torej, v bistvu smo po njihovi definiciji vsi bolni. Ne? Tako, ko so znižali mejo pritiska krvnega, ne? Kar naenkrat so začeli talati vsem zdravila, ker je nekdo rekel proti visokemu pritisku, ker je nekdo rekel, da imamo malo znižati to mejo, pa izgleda, da imajo vsi visok pritisk. To so počeli. Koliko sem se jaz boril z ljudmi, pa se še kdaj, da zdravstvo, pa če ne bilo zdravstva, bi pa mi ful mlajši umirali. To je laž, to ni res. Pa dobro, vse to zdaj pa že vemo, a ne? Ok, cool. Ustavilo se bo vse. Ne? Vse se bo ustavilo, tja gremo, zato vam mnogokrat ponovim, ustav se, slow down, upočasni se. V počasnem tempu življenja se da ujeti kakšno misel, priti do kakšnega zaključka, ugotoviti, kdo si, kam pašeš in kaj imaš rad. Tisto, kar imamo radi, nas itak vodi, sem to imenoval kot naš notranji kompas k naši misiji. Če je moje življenje, opravljanje moje misije na tak način, da probam pokazati to, kar vem, kar znam, kar sem občutil, na tak način, kot ga delam, torej, da sem bil tudi tehnično dovolj podkovan, da sem se lahko lotil teh stvari, naj vam povem, da to počnem z največjim veseljem, rad raziskujem, rad pečem, rad snemam, rad se družim z ljudmi, rad imam glasbo, rad delim vse, kar imam. Ta zadnjo žlico bi razdelil na 2, če bilo treba. Ne? Tak sem. In marsikdo je rekel, pa ne moš tako, Turšič, ta svet je krut, ne moš tako. Jaz sem vztrajal pri tem, kar je prav, in sem hvaležen. Bodite hvaležni tudi vi temu, kdo ste. Ne? Da ste vzdržali do tle. Jaz sem prepričan, da smo vsi utrujeni, da si vsi želimo, da ta narcizem crkne, da crkne ta kompletna prevara,
da crkne, bom rekel, zlo v ljudeh, ta škodoželjnost, ta uničevalni duh v ljudeh, ta igra prevare, nekako udba, ne, je bila pasova, pa to so bile, kako že, tajne obveščevalne. Torej, tajna, skrita, obveščevalna, se pravi, prikrito so si obveščali stvari, ne? Pa udba, pa sova, pa vse te neke tajne organizacije, ne, so delovale v preteklosti, misleč, da zdaj pa udbe več ni. Ne pa ne. Še kako zelo je živa, ne vem, če se imenuje udba, je pa živo in mnogo razpaseno je prenašanje informacij, ne, poizvedovanje o nekom, kaj počne in nesti to informacijo naprej. Za dobrobit najbrž, ne za zihar, da ni za noben dobrobit, ampak je za škodovanje človeku, o katerem so želeli vedeti stvari. Zavedajte se, ti narcisi hočejo vse vedeti. Kdaj prideš, kam greš, kako si bil, kdaj gre, kaj pa kaj prav drugač. Tu vse je naberanje informacij, halo. Dajte se pogovarjati o vesolju, dajmo se pogovarjati o prevarah, dajmo se pogovarjati o zlorabi, dajmo se pogovarjati o miru. Klevetanje, poizvedovanje, to ni nobena komunikacija. Mene nič ne briga, kaj je Janez, ali pa Metka, ali pa Štefka rekla, naredila, kam je šla. Ne dela vsak zase, kar hoče. Želim le, da bi bilo vsem dobro. In Metki, in Jožetu, in Janezu, vsem ne bo dobro. Je pa res, da na tem svetu nimajo vsi te iste tendence. Ne? Tisti, ki so prodali dušo, ne? Pol nimajo tendence po dobro, če pa so izvajali genocid. Najbrž imajo čist druge tendence. A se bodo oni obrnili čez noč? Mislim, da ne. A se narcis lahko spremeni? Zamenil je partnerja, je pa drugačen. Ne? Do mene je bil tak, do tete nove je pa čist drugačen, se imata ful super. Ne, narcis se ne spremeni, če je zamenil svoj source, svojo žrtev. Je to ta start point, kjer je vsak narcis sladek. Daje neko finančno varnost, empati so navadno bili finančno obškrbljeni in so v empatu našli to, bom rekel, varnost, ne. Tako da vsaka veza z narcisom v štartu zgleda sanjska, vrhunska, to je milijon komplimentov vsega. Pa se izkaže kasneje, da pride mrzel tuš. Takih odnosov je kar nekaj, všeč mi je, ki mi jih tudi vračate, te vaše izkušnje. Seveda vse to držim nekako v tajni, pač ne dajem naprej, ne, javno že ne, kam pa pridemo, ne. Je pa prav, da si pomagamo razumeti situacijo, pomagajmo si drugemu, recimo videti lepote sveta, ne. Marsikdo ne vidi, kaj je lepo, ne. Vidi BMW-ja, wow, to je to, ne. Ali pa vidi lepo vilo, to hočem imeti, ne, valjda ne bom imel, ne. Ampak sanje, bom rekel, ta vizija se mu zatakne tam, medtem pa pozabi, da je vsako jutro sončni vzhod, da ptice vsako jutro pojejo, da je potoček, ki žubori še kako lep, kot zvezdnato nebo in tako naprej, je na vsakem koraku lepot, kakor češ. Dajmo mičkeno se zavedati, da je treba te lepote ljudem pomagati, pokazati. Ljudje so pozabili, da imajo srce, ker jim nehalo biti. Pozabili so na lepote, ker imajo oči zaslepljene z denarjem, z lažmi, z, bom rekel, slabimi nameni. Igra, ki se odkriva, je tako velika, da se jo ne da opisati v 2 minutah, v 2 videih, v 2 dneh. Zaradi tega dobivamo vse informacije kap po kap, počas, kapljico po kapljico, da jih sploh smo sposobni ozavestiti,
da smo sploh sposobni razumeti veličino te grozne deception, prevare, ne? Veš, pa okrogla zemlja, čakaj, kaj je že deception, zdaj le bil, sem ga pa pozabil. Okrogla zemlja, pa mama, veste, katero sem mešanje spolov, ne? Veš, moški so ženske, ženske so moški. Predvsem v elitnih krogih. Tudi ta Horseface novozelandski ima tiča, ne? Pa Michelle Obama je tudi imela tiča, zato ker je bil Michael. In ta transgendering in urivanje predvsem otrokom in mladostnikom ideje, da si lahko zamenjajo spol, če to želijo. To je ena velika načrtna banana, da rečem, zavajanje, laž. Kakor je laž ta okrogla zemlja, kakor je laž naša zgodovina, medicina, religije. Vse je ekstra laž. Pa si človek reče, pa zakaj? Zato, da nič ni prav. Zato, da je vse, kar je bilo prav, da je narobe. Zaradi tega. In otrokom so v zadnjem desetletju, ali pa 2, začeli dajati terapijo kontraspola, torej hormonske motilnike, torej moškim odvzemati testosteron, dodajati estrogen, ženskam pa odvzemati estrogen, pa dodajati testosteron. Ne? In zdaj je vse na glavo. In seveda človek, ki ima napačne hormone v sebi, valjda pod pretvezo, da se mora zdaj nekdo cepati proti dečki, da se morajo cepati proti raku na materničnem vratu, pa porka Madonna, pa kje je zdrava kmečka pamet, pa reče, ne bom pelil svojega otroka cepati, če je pa fantek proti raku na materničnem vratu, ja halo, ne, ampak zdaj v bistvu, ker so jim devali hormonske terapije, so ljudje dejansko začeli, otroci, mladostniki in ljudje konec koncev razmišljati o tem, da se pa ne počutijo tako ženske ali pa tako moške, ne? Zaradi tega je bila menjava spolov, sem enkrat omenil, so bile še 10 let nazaj, so bile 3 bolnice v take klinike v Ameriki. Zdaj mislim, da jih že rušijo, če jih narušijo, jih še bojo, ampak jih je bilo 150, če sem si prav zapomnil, v zadnjih 10 letih iz 3 na 150. To je kar številka, v bistvu bi mogla biti zaskrbljujoča, komu je v interesu menjavati spole, kar naenkrat. Pa zakaj? Pa zaradi tega, da se ne bi mi razplojevali, ker zelo Satan, reptili vejo, da je oni si želijo uničiti, bom rekel to, zavest široko, Kristusovo zavest. Zaradi tega so v času v Bibliji ubijali otroke, da se ne bi rodil ta odrešenik. Zaradi tega so tudi zdaj napadali s COVID cepivi najprej otroke in nosečnice. Če je kaj verjeti temu podatku, je cepljenih mam rodilo zelo malo brez komplikacij oziroma zdrave otroke. Ne? Zaradi tega, ker je namen poškodovati že v štartu, uničiti, da ne bi se rodilo ljudje, da se ne bi rojevali ljudje, ki so pač ljudje z dušo in srcem. Torej, tako jih poškodovati in jih traumatizirati. Ne? Torej, je bilo cepljenje še ne tako veliko zlo, kot se je zelo dogajalo že ves ta čas od zadaj. Skratka, ja, ta hormonska zmeda je prisotna v hrani, v cepivih, v vodi, vse povsod. In genska terapija in tako, dajmo se zavedati vsi skupaj, da se mora ta svinarija enkrat končati. In se, hvala Bogu, končuje. Zdaj je najlepše pri celi stvari opazovati, kako pač ljudje ne bodo več upali hoditi po ulici. Sem že večkrat rekel, pa nas je mesto bolj kot ne prazno, kot da se ljudje ne bi upali več sploh iti
med ljudi. Ne? Še tisti, ki so tako pametni bili, pa tako radi so hodili, jih kar ni. Ne vem, meni se zdi, nesumljivo, v bistvu logična posledica, saj pa smo jih začeli dobivati na laži in kljub samo mislijo, da nas bodo še prevarali, pa ne gre. Okay. Bitka je obstajala vedno proti drogam, proti terorizmu, boj proti terorizmu, boj proti lakoti, boj proti neenakopravnosti, boj, jebem ti bojevanje. Ne? Dajmo narediti boj proti koruptivni znanosti, proti koruptivni politiki, proti genocidni medicini. Proti temu se je treba boriti, ker boj proti drogam ni nikoli nič izbojeval. Ne? So pozaprli par džankiv, ki so jih dobili z jointom v roki, pravih drug dealerjev pa ne. Pa še tisto ganđo, ki so zasegli, policaji niso nikoli sožgali, ampak so jo banditi prodajali naprej. Valjda, pa to niso več skrivnosti, to so stvari, ki jih oni niti skrivajo več, ne. A veš, policaji so zasegli kar neki drog, ne? Pa kaj so jih zažigali, kaj? Ja, najbrž, kaj da bi denar kuril. Niso, vse so prodali. Že zaradi tega, da so imeli linijo, komu kaj gre. A ne? Da so bili in charge, implementirani v grdobije, ne? In implementirano je bilo zlo v vsak segment naše družbe, čist vsak. Vendar, hvala Bogu, je infiltracija belih klobukov enako velika v njihove tajne organizacije. Tako da, če boste kje zagledali videe, ki jih delijo lažni glasniki, ne? Farizeji, sem jim rekel, pa ne bom z imenom, ampak en je Walter. Sem ga že zablokiral dosti. Skratka, kar boste zagledali, da je Trump tudi Mason, ne? Pa kako je s Hillary Clinton bil, on pa jo je pohvalil, pa je govoril o 33, se lahko reče, loži, kako je govoril kako jo dajo iste znake kot kabala. Je to zaradi infiltracije, ker noben politik noben politik Trumpa ni maral, ne? Noben. Zato, ker je bil Trump proti njim. In celo Hillary je izjavila, da če pa Trump postane predsednik, bomo vsi viseli na špagah. To je Hillaryjeva izjavila. Tako da Hillary pa Trump nista nič prijatelja. Trump je bil samo infiltriran in je govoril lepo o njej. Zaradi tega, da je sploh lahko prišel zraven v ložo, kaj ne? Tako da ne verjemte stvarem, da je Trump isti, kot je ostala kabala zavajajoča. Ni res. Trump je naš. Tako da on ima mnogo več dokazov za to, kar zdaj govorim, obstaja mnogo več dokazov o tem, da je Trump naš, kakor dokazov, ki bi govorili, da je Trump njihov. Seveda se da vse tolmačiti, kot kdo želi raztolmačiti. Prav? In ne vsak sicer tolmači vsak pri sebi, kakor če. Še enkrat, če bi plani kabale delovali, bi bilo zdaj marsikaj drugače. Pa ne delujejo in jim je bedno domeno. In ja, ne bi se mi smeli bati elite. Elita bi se mogla bati nas. In če smo iskreni, oni v bistvu se nas bojijo, zaradi tega pa tako hitijo lagati in zaradi tega tako hitijo nas pobijati, ker jim nismo pleasant, ni njim v redu, da mi obstajamo. Ne? Ker oni se najbolj bojijo, da se igra razkrije. In igra se razkriva. Ne? Oni so mislili, da ne bomo nikoli sešteli skupaj, povezali skupaj teh nekih naključno, slučajno. Vse to ni nič naključno, ampak je točno na ključ in je ključ preko ključavnice. Sicer je v bistvu ta kabala delovala tako, kot je ena pajkova mreža, a veš. Načeloma je bil vrh, je bil isti, ne? Pa te spider, bom rekel, te nitke mreže,
se razpirajo na vse strani in tle imaš organizacijo 33. loža, tle imaš Mason Family, tle imaš kazarsko mafijo, tle imaš ovo, medicijo, FBI, medicino, farmacijo in nadaleč zgleda, da te stvari med sabo niso povezane. Pa so. Pajkova mreža je ena in je v celoti, ne glede na to, da ima križišča na različnih koncih. Tako da na en tak način so oni zapeljevali svet. Zdaj, tu so bile organizacije, če damo na manjši način, imaš Jože, Peter, Micka, Francka, da se oni ne poznajo, da na videzno nimajo nobene veze, pa jo imajo. Na tak način so oni ujeli, omrežili, zamrežili svoje žrtve, svoje tarče, svoje, bom rekel, vere energije, ne? Pod pretvezo, ne? Da smo prijatelji pa tako. Ne? Dobro, najbolj ubogajo, najmanj razgledani, a ne? To je treba zastopati, da tisti, ki smo brskali, mi teoretiki zarod, smo z drugo besedo tudi raziskovalci, ki logično razmišljamo, povezujemo stvari med sabo in ne verjamemo vsakemu narativu, vsaki direktnemu ukazu, smo bolj kot ti psi vodniki, a veš. Ti kot lastnik slep si, recimo, potrebuješ psa vodnika in mu rečeš pejva in on ne uboga, če on pes razsodi, da ta poteza ni varna, ne za psa, ne za človeka. A ne? In temu se reče, kako že neubogljivost, kakšna že, jaz sem pa pozabil. Ampak ta neubogljivost je življenjskega pomena. In tukaj smo, da smo neubogljivi, ker je tisto, kar bi mi morali ubogati, za nas nevarno, za posameznika in celoto, smrtno nevarno. Zaradi tega je res nujno potrebno v današnjem času odpirati, upoštevati lastna dognanja, lastne instinkte, lastne vzgibe ali pa lastna spoznanja. Ne velja verjeti ne znanosti, ne medijem, ne nobenemu, niti prijateljem, niti celo knjigam, velikim filozofskim knjigam ni za verjeti. Zato, ker večina pravih knjig je nam bila skrita, tako pravih vsebin. Ja, tle od zadnje sem vam dal playlisto, mičkam, da vas spodbodem k temu pluženju. Vse bo ok in je zima, je čisto normalna. Mislim, meni bo včeraj všeč dan, ne? Vse skupaj se malo ustavi, ne? Zato sem rekel, da se bo vse ustavilo. Po zim se vse ustavi, zato pa je namen zime. Pa ne morem v trgovino. Pa sej da imaš doma kakšne kumarce viška, pa kakšno kilo moke, miš da ne? Sej elektrika je še. Ko smo bili na elektriko prišli. A veš, ti električni avti pa to ne. Zdaj imajo ladje, ne vem, katera ladjarska družba, je rekla, da ne bo več prevažala potnikov pa avtomobilov potnike bodo prevažali, ja, in avtomobile, ampak tiste na električni pogon pa ne, na baterije, te pa ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker se ti avti sami vžigajo. Mislim, tako da gori ogenj, ne tako da se vžge avto. In nimajo oni opreme za gašenje, ne znanja, ne opreme za gašenje električnih avtomobilov. Tako da ladjarske družbe ne sprejemajo več električnih avtomobilov na svoje krove. To bi bil lahko dosti dober alarm za vse lastnike že električnih avtov in tiste, ki ste razmišljali, da bi imeli kaj takega, da še enkrat razmislite, da to niso varna vozila, nikakor ne. Te baterije sploh niso nič zelene, ja, mogoče strupeno zelene, ja. Ja, in če sem rekel, da se je včeraj vse ustavilo zaradi snega in da se svet kot tak ustavlja, je nam bilo ustavljeno v naše ume mnogo nebuloz, ki smo jih sprejeli kot realnost, kot resnico. Mnogo je bilo ustavljenih napačnih projekcij
Projekcija, mislim to, da je svet, lahko vidiš, vsak ga vidi iz svoje perspektive, vsak ima svojo projekcijo. In če jaz nekomu ucepim svojo projekcijo, ni prav. Prav je, da vsak najde svojo projekcijo in percepcijo, kajti vsak sam dojema ta svet, ne? In ga moramo do popolnosti. V isti sapi pa drug drugemu pomagati, pokazati, kaj je lepo in kaj je prav. Tako kot sem že prej rekel v štartu, ljudje so pozabili, kaj je lepo, ljudje so pozabili, kaj ljubezen je. Ne? Tako kot Ceferin, njemu srce nehalo biti, a ne, ker je bil toliko časa baraba in je treba ljudem pokazati, kaj je srce. In mogoče tle še navežem ta materialni, jaz pravim, odmik od sistema, ustavi se, pa ne morem, služba, ovo, ne moraš se ustaviti pa razmisliti, da kaj je pomembno, kaj želiš, kaj imaš rad, v kateri smeri, brez česa si ne predstavljaš dneva, da bi ga preživel, in na tem delati več. In kako pa denar? Najprej je treba predvsem zmanjšati porabo, zmanjšati, nekako se ustaviti do nule, iti do nule in začeti uporabljati samo tisto, kar res rabiš. Nekako apeliram, jaz nisem meseca maja vedel, kako se bom iz te moje dejavnosti lahko, rekel, preživljal. Nisem vedel, nekako sem v neki knjigi sanjal, vse sort. Ampak sem pa sledil sam sebi do popolnosti. Nisem se spraševal, ali delam to za denar, ampak sem delal to za ljudi, zaradi misije, zaradi tega, ker morem in zmorem, zaradi tega, ker imam in znam, in zaradi tega morem, ker ta svet nujno potrebuje več mirovnikov, sanjačev, filozofov niti ne, ker to ni nobena filozofija, ampak je razlaganje tega, kar smo mi pozabili, in me blazno veseli, ko mi vrnete nazaj, joj, kaj da bi jaz govorila, kaj da bi sam sebe poslušal, sam ti pa znaš to bolj z besedami. Ja, večkrat ponavljam, nič novega ne povem vsej tej zgodbi. Vse, kar je, se moramo spomniti, in naša naloga je, da spomni vsak od nas čim več ljudi okrog sebe na to, kdo so in kaj je lepo. Torej, v kontekstu, če znaš štrikati lepe ali pa kvačkati lepe zavesce ali pa jaz ne vem, prtičke, pokaži, kako je lep prtiček. Je pa kitajski, je pa cenejši. Ja, sam noter nekaj nima, ne. Unga nima, ne, unga. Unga je mater lastnega biti ni noter, ne? In to se pozna in pri hrani, in pri izdelkih, in pri vsem. No, če je oddana neka ljubezen v stvari, je to čutiti, je to videti, je to prepoznati na daleč, brez dvoma. A ne? Pomagati ne? Pomagati si moramo, drugi nam ne bojo, oni bi nas ubili, mi si moramo pomagati med sabo. Ne vem, koliko ljudem lahko pomagaš. Jaz sem si dal takrat, ko je začela se korona, sem rekel, če bom enega samega prebudil, sem naredil svoje. Daj si majhen cilj, majhen korak, ne probati skočiti 10 korakov, ker boš padel. Enega majhnega, vsak dan znova. Zdaj, spet sem dobil Facebook blokado, 90 dni sem postavljen v senco, torej da ne bi kdo kaj preveč slišal, kaj imam za deliti. Sem že zadnjič rekel, moramo, pogruntal sem njihov algoritem. Oni, fact-checkerji, jaz sem bil v nastavitvah, pa imaš tam privatnost, FB, in iščem te neke privatne nastavitve, ki bi jaz gledal, kdo lahko gleda moje objave, in iščem, če obstaja, da fact-checkerji ne gledajo mojih objav, no pa nisem najdel tega. Fact-check, neodvisni znanstveniki, neodvisni veri,
Oni napadajo vsebino, ki je deljena. Kar pa lastnega date od sebe, svojo lastno sliko s tekstom, svoj lastni tekst, ki ga napišete, ne kopirate slikco, ali pa tekst, ali pa vsebino. Teh stvari fact-checkeri ne kontrolirajo in jo ne blokirajo. Ne bo to neke vrste vzpodbuda, da smo vsi kreativni, da vsi damo od sebe natipkane črke, ki jih napišemo sami iz naše projekcije. Več ljudi, ko bo pokazalo svojo projekcijo sveta, več ljudi jo bo lahko razumelo. Zastopite, da je majhen procent kreativno odprtih, dojemljivih, čustvenih, moralno-etičnih ljudi. Majhen. Večji, gromozansko velik procent ljudi je v iluziji, v hipnozi, v poškodovanosti, načrtni, nenačrtni, kakorkoli, in oni so pozabili, oni pa rabijo več ljubezni. Ljubezen je, pokaži jim lepo rožo, pokaži jim, kako se speče kruh, pokaži jim tvoj ples, svojo jogo asano. Jaz ne vem, kaj delate radi, vsak zase ne ve. In dajmo tega ljudem še več, pa dajmo malo napisati več sami, ker pomagajo, različne zgodbe pomagajo ljudem razumeti svoje lastno stanje, svoj lasten manko. Ne? Mogoče se nekdo poistoveti z mano, nekdo drug se bo pa s tabo, nekdo tretji se bo pa s unim drugim. A veš, tako da dajmo čim več od sebe dati. To vas probamo spodbuditi že dlje časa. No in če sem rekel, da smo mi bili 14-letne duša je kot 14-letna deklica, a ne, naivna, a ne, taka zvedava, navihana, more ta 14-letna dušica znotraj nas, ta večni otrok. Tam, ki so popolnoma zaspani, stvari razlagati kot 3-letnemu otroku. Se zastopim. Nič ni logično, nič ni samoumevno, nič ni tama. Zastopite, da ti ljudje rabijo od začetka. Zaradi tega so tudi moje vsebine včasih, se rečete, lahko bi že malo rekel, pa dobro, to še ste pa ti imaš, to se že povedal, pa se tu vsak že ve. Ja, očitno ne. Očitno ne ve vsak, da je v McDonald'su človeško meso. Ker McDonald's še vedno funkcionira. Očitno še ne vejo vsi, da maske ne funkcionirajo, ker ljudje še nosijo. Očitno ljudje še ne vejo, da medicina ne dela v dobro ljudi, ker še vedno hodijo k zdravniku. In očitno ljudje še vedno ne vedo, da vlade delajo proti njim, ker še vedno hodijo na volitve. Ne? Počas jim bo treba razložiti, a ne? Ampak se je treba umiriti najprej, a veš. Zdaj mogoče čisto par sem si jih nabral, sem na brzino vam povem. Če bi vse nenadne smrti pripadale necepljenim, ne, bi bilo to 24 ur na dan, 7 dni na teden v medijih. Cepite se, ker umirajo necepljeni. Zdaj pa če je umrl nenadne smrti se, a veš, zdaj to ni tak problem, visoka temperatura pa je problem, tako da pejte se cepati. Vse narobe. Mediji ne bodo nehali lagati, verjemite mi. Ne glede na to, če najdete članek, ki pa je že mogoče govori resnico, jo ne. Če najdete neko oddajo, ki govori resnico, jo ne. Ok, mene zanima tudi, pa ne samo mene, kako bodo reagirali ti, ki so cepljeni, a ne? Ko bodo ugotovili, da so bili strani vlade in medicine in znanosti v bistvu žrtve, oziroma na njih se je izvajal poskus umora. Kakšna bo reakcija? Ne vem, eno je izdaja, eno je pa poskus umora, se zastopno. Jaz ne vem, da bi jaz bil na njihovem mestu, jaz bi znoril. Vendar po drugi strani so ta cepiva poškodovala predvsem ta center za logično razmišljanje. Ljudje cepljeni imajo spremenjene osebnosti. Ljudje cepljeni imajo spremenjeno obnašanje in dojemanje. Ne vem, mislim, težko je psihologijo človeka poznati. Počasi spoznavamo psihologijo narcisa, zdaj pa moramo spoznavati psihologijo cepljenega narcisa.
počas bo šlo, a ne? Ne bo šlo do jutra in čez noč, ker je vsak dan kaj novega, a ne? Že to, da smo začeli govoriti na glas, tudi tisti, ki so do zdaj molčali, to mi je blazno všeč, medicinske sestre, da počas prihajajo ven, ko mi čakam tudi odvetnike, ki bodo prišli ven, pa bodo rekli, kaj vse so morali prikrivati, zato da so lahko vozili BMW-je in bili v lepih dobrih vilah. Tudi to me zanima, kaj so podpisali ravnatelji, da so se šli te zgodbe mučenja otrok s temi maskami. Vse te zgodbe me zanimajo, ja, me zanimajo. Ok, novo leto, srečno novo leto, že katerič že letos, kitajsko novo leto je v letu zajca, a ne, bomo, kitajsko novo leto se je začelo 3 dni nazaj, se mi zdi, 21, a ne. No, skratka, gremo v leto zajca in zajec gre kam? V zajčjo lukno, into the rabbit hole. V globoko zajčjo lukno in bomo deep dive, bomo globoko zarovarili in rovarimo globoko in ne da se vsega nahmal. Tok je zlobe, tok je bila razpredana ta mreža, da je polhna kapa. Privatnost, ok, zavajanje, Trump, infiltracija, ok, ne dovoljte, da šupki psihopatski narekujejo, kdo ste. Niste nepomembni in niste kar eni in vaš glas šteje. Izbite si iz glave to, tako je, kaj pa češ, kaj pa moram sam, ne, a jaz se pa sam ne moš sveta spremeniti. Ne, naenkrat res ne, korak po korak, kapljico po kapljico. Če iz sebe vam gledam, zagotovo moj doprinos pomaga vsaj 300 do 500 ljudem na dan. Tako da jaz mislim, da sam lahko pomagam 300 tem. Če bi 300 ljudi pomagalo, vsak 300 tem bi bila kar lepa piramida, kaj ne? Že v drugi, tretji verigi. Ampak počas. Hočem sem vam reči, da dajte od sebe nekaj, kar bo svetu dobro. In tudi če izgleda na prvi pogled, da nič ne nuca, kaj pa jaz lahko naredim. Marsikaj, dragi moji, marsikaj, vam povem iz mojega primera. Pač nimam avta in če ne gre Mohamed na goro, gre pa gora do Mohameda. Ja? Kar zapomnite si to, ne rabim nikamor iti, zato ker tisto, kar rabim, pride do mene, tisto, kar me išče, pride do mene. Tudi do vas bodo prihajale stvari, ki so vam namenjene. Če niso namenjene vam, se ne bodo odprla vrata, da si Bog. In ne nikoli na silo, nikamor riniti, ko ne boste prišli nikamor, ker vam ni namenjeno, ne? Pa ne govorim zdaj o materialnih stvareh, ni vam namenjeno imeti telefona, ne? To je mogoče trapasta primerjava. Ni vam namenjen ta partner, ne z glavo skozi, pač ni, ne? Če bi bil, vibracija se naredila, preskok bi se naredil, ne? In vse, kadar se more, in če se ne bo in ne iščete, še najmanj iščete opravičila v ljudeh za njihova dejanja. Glejte, kaj vam pokažejo, vse vam kažejo, kdo so. Ok. In ljudje se ne bi smeli bati politiko, ampak politika nas. Ok, še eno stran imam, pa neham, 43 minut. Ko človek potrebuje pomoč, takrat se širokogrudno pojavi narcis, predator in ta omreži svojo žrtev. Ja? Ljudje v stiski, rabijo pomoč in takrat pride narcis, ki takoj bo dal, vendar bo tudi takoj tam zahteval nazaj neki. Največkrat niti ne toliko denar, ampak energijo, pozornost oziroma na vse možne načine. To je en tudi izmed opisov narcisov. Jaz sem prijavljen v nekaj grup, Exposed the Narcis je ena boljših. Ogromno je teh primerov, če želite spoznati te scene, dajte se kam spremljate, opazujte tudi komentarje, izkušnje ljudi. To, kar jaz govorim o narcisih, je največkrat skupek teze od teze, pač nekega opisa in potem komentarjev ljudi, ki komentirajo, kakšna je njihova lastna situacija. Tako da
dajte raziskovati, dajte širiti svoje obzorja, ker znanje kaže, zdaj smo vse sort napisali, pa pozabim, kje vam kaj. Znanje je naše orožje. Tako, če sem rekel, da se, ne bom, tole bom spustil, I am je večno vprašanje, jaz sem, kdo sem jaz, ne? Jaz sem jaz, ne pa, bom tako rekel, I am who I am, ne pa to, kdo mislim, da sem. Ja? Se pravi, če bi jaz sam sebi rekel, jaz sem audio inženir, jaz sem pa pek, jaz sem pa to je zemeljska oblika. Moj jaz lahko deluje tudi kot pek, lahko deluje tudi kot audio inženir, lahko deluje tudi kot cestar, lahko deluje tudi kot pomočnik kuharja, lahko deluje tudi kot lučkar in še lahko naštevam. Tudi zidati znam, pa tudi vrt znam zrihtati, pa vse sort znam, ampak to nisem jaz. Jaz sem te stvari znam, ta jaz, I am. In da jaz mislim, kdo sem, še ne pomeni, da sem to. Najslabše pa je, da ste neki, da mislite, da ste neki, kar so drugi rekli. Ne? Da vam drugi rečejo, kdo si. In ta drugi ni nikoli rekel, kako si ti super. Predvsem so nam zniževali. Ja, kaj bodo pa drugi rekli, če v tako delu, ne? Ja, pa ne moreš tako. Ja, pa tu ni pa nič, ne. Lej se kaša si. Pač to zniževanje samo podoba, nikoli nam niso dali veličine. In mi smo o sebi mislili, da smo drag, a v bistvu smo magnificent. Bojijo se nas, zato ker smo veliki. Zapomnite si, veliki smo kasto mater. In zaradi tega je cajt, da se zbudimo in gremo naprej, dvignenih glav in rečemo, dosti je. Te zajebancije, plitke, te primitivne. Vade za nas je primitivna, zato ker imamo v glavah bistveno več. A ne? Najmanj, kar pa imamo v glavi, je pa ideja, koga zajebati pa nategati. Eto ti, sorry, ker grdo govorim, ampak se lepo pokrije. In ja, nihče vas ne more v današnjem času prisiliti, da vas ne more prisiliti, da mislite svojo glavo. Nihče. Če nočete, vam ni treba. Svobodna izbira. Ja? Nihče vas ne more prisiliti, da morate misliti svojo glavo, če vam ni do tega. Če nočete, ne misliti. Če pa hočete, pa mislite svojo glavo. In tako bi bilo najbolj prav. Ne? Ok, eni ljudje niso do vas lojalni, mnogi ljudje do nas niso bili lojalni in niso, ne? Lojalni pa so do svojih potreb, ki jih imajo od nas. Ko se spremenijo njihove potrebe, se nemudoma spremeni tudi lojalnost. Malo pokontemplirajte o tem. Ne? Medicinsko je začelo, ja, iskrenost ljudi bo pospešila prehod. Evo, to pa še zadnja linija. Iskrenost ljudi bo pospešila prehod. To sem se jaz včeraj izmislil, to nisem nikjer prebral. Taka kratka, pa rabi objasnjenje. Ljudje, ki so bili vpeti v igro in sodelovali pod pretvezo, bodo pomagali pri hitrejšem prehodu, če bodo spregovorili iskreno. In zdaj, kako ćemo neiskrene ljudi prepričati, da začnejo govoriti iskreno? Ne vem, jaz bom malo kontempliral, če imate kakšno idejo, dobrodošli dol v komentar, da pišete. Ja, mi bo prav prišlo, sicer pa hvala za vse komentarje in maile in sporočila in pisma. Vseh sem hvaležen in vesel. Bote prečudovito, zašraufali smo 50 minut, že dolgo ne tako. Ja, zima je, pa imam cajt, ne. Uživajte ful, zabavite se, dajte si lepo muziko, stopite v sneg, bose noge. Ste probali, ne še, kar dajte, da vidiš, kaj pol naredi. Uživajte, ljubljeni smo. Ajde, čau.